namreč čas, za katerega smo postavili tiskovno konferenco, je čas, ki je simboličen, oziroma je to najbolj simboličen čas. Tu se spominjamo prihajajočih obletnic, 9. obletnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Spominjamo se prihajajočega konca druge svetovne vojne. Spominjamo se nazadnje 26. aprila, ko je bila ustanovljena antiimperialistična fronta slovenskega naroda, globoko v zaledju pakta Stalin oziroma Ribbentrop-Molotov. Spominjamo se priprav na dejansko izvedbo osamosvojitve v juniju leta 1991. Vse skupaj lahko sklenemo v eno črto, ki poteka z odločitvijo dveh ljudi in ki sega v 80. leta. S tisto odločitvijo, kateri se premalkrat vračamo, smo jo pa v celoti tega, kar smo zavezani, namreč Mihaila Gorbačova, ki je potegnil konsekventno ugotovitev, da socializem ne bo zdržal. Za razliko od držav, ki še danes nosijo rdečo zvezdo in ki grozijo z imenom rdeče zvezde za jedrsko vojno, Mihail Gorbačov ni pritiskal Zahoda z arzenalom nuklearnega orožja, kar bi bilo seveda zelo učinkovito sredstvo, ampak se je odločil za tisti prvi korak, ki je potem podrl dobi. Da je bil tudi druga oseba, Janez Pavel II, ki je to dialektiko razumel in ki je v Evropi pomagal sprostiti to, kar se je v svetovnem merilu zgodilo, da je potem prišlo na osnovi tega do slovenske pomladi, do osamosvojitve. Vse to je potekalo v neki luči, da se naša domovina želi pridružiti klubu tistih držav, iz katerega je bila z revolucijo leta 1945 iztrgana in v katerem je pošastno nazadovala. Se pravi, z države, ki je imela srednjeevropski ali pa monarhično-habsburški karakter, ki je bila v klubu najbolj elitnih, in se je premaknila preko hitovega socializma v klub neuvrščenih in radikalno nazadovala na vseh področjih, na prvem in zadnjem spoštovanju človekovih pravic, svoboščin in vsega tega. O prihajajočih dneh se pojavlja samo eno samo dejstvo, ki ga moramo sprejeti, namreč to, da ta ustroj sveta, v kateremu smo pristopili, se pravi Evropska unija v vse razsežnosti svojih implikacij, ki je predstavljal akademik Kos, ta evroatlantska komponenta razvitega sveta, nima nobene alternative. Nima nobene alternative. Tržno gospodarstvo nima nobene alternative. To je edino gospodarstvo, ki v svetu deluje in edino gospodarstvo, ki se vzpostavlja po tako, da ljudi lahko osrečuje. Ko razmišljamo v zvezi s tem za prihajajočimi dogodki 17. aprila, seveda ne moramo brez teh nujnih dejstev. Ne moramo mimo dejstva, da ti vstajniki obljubljajo neko novo svobodo in razbremenitev in osvoboditev in tako, in da se na njihovih manifestacijah pretežno pojavljajo, da je dežela nagnjena in spodbujanja k spodbujanju oblik, tako imenovane jugonostalgije, katerega središči simbol je seveda rdeča zvezda, ki je bila simbol tistega režima. Svoboda, čisto en konkretni detalj, če gremo nazaj tega, kar sem hotel povedati, v kateri so ljudi, prav imeno te rdeče zvezde, so z ljudmi ravnali slabše kot živino. Živino zapreš za leseno ogrado. Te ljudi v času železne zavese so pa zaprli za jekleno ogrado, ki so jo opremili dodatno z minskimi boli stražarji. Če živina uide iz ograde, nihče ne strelja na njih. Na ljudi so pa streljali. In vse to v imenu rdeče zvezde, ki je bila nosilni simbol sistema, ki je tako nasilje, ker ga Evropa ni poznala, oziroma ga je poznala samo v teh kazenskih odsekih zaporov, vzpostavil. Skratka, prihajajoči čas je predvsem čas za razmislek, ki ne bo središčen na enem temeljnem povedku, ki bom ponovno artikuliral, tudi ta,
da družba evroatlantskih integracij s principi tržnega gospodarstva in vse splošne demokracije, predvsem in tudi v današnjem telematskem času medijske, ta družba nima